zgodovino znanstvenega svetnika dr. Petra Vodopivca, sicer tudi dolgoletnega profesorja za zgodovino 19. stoletja s Filozofske fakultete. To je bilo enkrat trudno življenje. Skoraj da. Vseeno bi te pa še z nekaj besedami predstavil, verjetno pa auditorij kolega profesorja Vodopivca pozna njegov široki historiografski diapazon. Ravno tako, zato pa res Peter, izvoli besedi. Spoštovani gospe in gospodje, ja, to so bili časi, ko sem požrtvovano delal in organiziral društvo v sklopu SKS. Naj bi dr. Igor Rosina leta 1959 v pogovoru v gostišču pri Dalmatincu v Mariboru, ko se je spominjal svojega predvojnega dela v slovenski kmetski stranki, dejal bližnemu znancu, sodelavcu prave državne varnosti in države. Jaz sem se takrat formiral in svojega stališča nisem spremenil. V meni je še vedno tisto, kar je bilo in nisem kapitulan. Moji nekdanji nazori so še vedno globoko zakorenjeni in se jih tudi ne bomo tresli. Dr. Igor Rosina, kot je razvidno iz dosjeja, v katerem je uprava državne varnosti v letih 1945-1965 zbirala poročila o njegovem javnem vedenju, delovanju in političnih stališčih, tudi v času po drugi svetovni vojni, ko se je zavedal, da ga UDV in njeni zaupniki nadzirajo, ni skrival kritičnega odnosa do komunističnih oblasti in je presenetljivo prostodušno govoril o svojem načelnem nestrinjanju z marksizmom in komunističnim režimom. Policijska poročila in dosjeji seveda niso zelo zanesljivo zgodovinopisno gradivo. Se v njih vse polno ne le pravopisnih, temveč tudi stvarnih netočnosti ter protislovij, izkrivljanj in stereotipnih, politično-ideoloških, z osebnim odnosom do opazovanca obremenjenih komentarjev poročevalcev. Britanski zgodovinar Timothy Garton-Ash je sicer, ko je v 90-ih letih preteklega stoletja v Berlinu pregledoval svoj v času mladostnega študija v vzhodni Nemčiji nastal dosje vzhodno-nemške službe državne varnosti, nekoliko cinično pripomnil, da bi bil ta dosje kljub številnim popačanjem lahko boljša spodbuda spominu kot Prustove Magdalenice. Avstralski novinar in v mladih letih komunistični aktivist Mark Arons pa je bil v pogledu družinskega dosjeja v arhivu Avstralske varnostno-obveščevalne službe celo mnenja, da so družinski dosjeji, čeprav v njih mnogo nepomembne nesnage, lahko izčrpna poročila v naših življenjih. Tega za Rosinov dosje v arhivu Slovenske uprave državne varnosti nikakor ne bi mogli reči. Se je preveč fragmentaren, preveč površen in nekonsistenten, da bi bil lahko trdnejša opora rekonstrukciji Rosinovega doživljanja povojne slovenske stvarnosti. Vseeno pa v njem shranjena poročila, ki so jih vsak zase pisali Rosini zdaj manj naklonjeni sodelavci, znanci in policijski obveščevalci, jasno kažejo, da je ostajal Rosina po vojni in tudi potem, ko mu je bilo onemogočeno odvetniško delo, zvest s svojim predvojnim in medvojnim političnim nazorom in nespravljivo kritičen do enopartijskega sistema in komunistične politike, kar je odkrito povedal tudi policijskim zasliševalcem, kadar so se pogovarjali z njim. Oktobra 1951 je tako v pogovoru s častnikom UDV na vprašanje, zakaj se je kot bivši naprednak in partizan obrnil proti ljudski oblasti, brez ugotavljanja odgovoril, da se kot demokrat, individualist in pristaš večstrankarskega sistema, ki omogoča, da stranka v opoziciji kontrolira dela vlade, ne strinja z marksizmom in režimom v Jugoslaviji. V napetih razmerah, v katerih se je znašla Jugoslavija po sporu s Sovjetsko zvezo, naj bi sicer podpiral jugoslovanski režim. Saj bi, kot naj bi dejal, vsaka sprememba oslabila vojaško in politično moč Jugoslavije, ljudje, ki drugače gledajo na situacijo, pa naj bi bili nerazgledani in otročni. Toda v isti sapi je po jugoslovanskem prelomu z Moskvo pričakoval, da bo Jugoslaviji prišlo do postopnih sprememb in če že ne do več strankarstva, saj do odločitve za pot, po kateri bi se prišlo do istega cilja. To je citat iz dokumenta. V tej luči naj bi bil tedaj tudi mnenja, da se po napakah, ki so se dogajale med vojno in prva leta po osvoboditvi, razmere v Jugoslaviji popravljajo. Čeprav naj bi razumel, citiram poročilo UDV, da se gre v revoluciji bolj na ostrino in večkrat predaleč, pa naj bi šli v Sloveniji po njegovem mnenju bolj na ostrino kot drugih jugoslovanskih republikah, saj naj bi na Hrvaškem
lahko dobi vsakdo advokaturo in tudi versko vprašanje naj bi se ne postavljalo s takšno ostrino kot v Sloveniji. Zasliševalca sta poskušala Rosino pridobiti za sodelovanje in ga med drugim vprašala, kaj v razmerah mislijo ljudje iz njegove družbe, na kar pa je zelo odločno odgovoril, da tega ni pripravljen povedati, ker ne počnejo nič protizakonitega, če pa je od sodelovanja z UDV odvisna advokatura, ki so mu je leta 1947 vzeli, pa raje ostane brez advokature, kako da bi postal informator policije. Rosina ni skrival, da ga je odzem advokature leta 1947 močno prizadel in da je z uradniškim delom v podjetju Konstruktor nezadovoljen. Tudi v isti sapi, kot je julija 1951 zapisal v pismu neimenovanemu naslovniku, tudi ni bil pripravljen na obnovitev advokature za vsako ceno. V UDV so bili sicer prepričani, da je pismo odposlano 19. julija 1951 Rosina prejel in ne odposlal. Torej, iz vsebine pisma je povsem jasno, da je bil Rosina pisec, naslovnik pa njegov bližnji znanec, kot je mogoče skleniti iz Piščevega sklicevanja na njun pogovor na Rogu v zvezi z zakonom o kaznovanju vojnih zločincev, zelo verjetno Makso Šnuderju. Rosina in Šnuder sta bila, kot so poročali sodelavci UDV, do Nagodetovega procesa v tesnih stikih. Ob Nagodetovem procesu, ko je Šnuder v Slovenskem poročevalcu objavil članek, v katerem je Nagodetov proces označil za obračun z meščanskim liberalizmom in za svarilo političnim omahljivcev, pa sta se po burnih Rosinovih očitkih o Šnuderjovi nenačelnosti in dvoličnosti razšla. Rosina naj bi po poročilu sodelavcev UDV Šnuderju zameril tudi njegove v osebnem pogovoru izrečene kritike na račun voditelja srbskih kmeticov Dragoljuba Jovanoviča, ki je šel po Rosinovih besedah za svoje prepričanje v zapor, in profesorja pravne fakultete Borisa Furlana, na katerega naj bi Šnuder med drugim meril s svojim omenjenem meščanskega liberalizma. Rosina je tako tudi naslovniku v pismu julija 1951, kot smo rekli, zelo verjetno Šnuderju očital, da se moti, ko misli, da je mogoče vse upravičiti z vsakokratno politično stvarnostjo. Saj vse, kot je zapisal, ko gre za stvar vesti, ta moralni imperativ evropskega človeka račun nikakor ne izide. Po odzemu advokature leta 1947 naj bi se Rosina po lastnih besedih sicer pritožil na Vrhovno sodišče, vendar je hkrati izjavil takrat, da advokature ne glede na uspeh ali neuspeh pritožbe ne bo izvrševal, dokler to ne bo svobodno mogoče. Osnovna pravica in absolutna dolžnost obrambe naj bi pač bila, da brani klienta na bazi, ki si jo ta izbral, in to naj bi bil razen, če ni odvetnik neposredno prepričan nasproten temelj svobodne advokature. Ponovno vlogo za izvrševanje advokature je, kot je zapisal v omenjenem pismu leta 1951, vložil šele po izjavah merodajnih faktorjev o demokratizaciji in potem, ko so ti povojna gledanja na pravice obrambe označili za posledico vpliva uniforma, morebitna zavrnitev njegove prošnje pa naj bi bila zanj dokaz, da za svobodno advokaturo še ni možnosti. Naslovnika je ob koncu pisma še spomnil, da sta se pri vprašanju, koliko se je potrebno ozirati na politično stvarnost, razšla že na Rogu. Ko je naslovnik zagovarjal, citiram, osnutek zakona o vojnih zločincih po izključno objektivnih kriterijih krivdne odgovornosti, ne glede na individualno krivdo. Rosina pa se je temu uprl in pozneje nasprotoval tudi naslovnikovemu zavzemanju za opisovanje prisilno mobiliziranih oseb, med drugim domobrancev, na sezname zločincev, ne glede na njihova dejansko storjena dejanja. Očitke, da je politični analfabet, je Rosina zavrnil in dodal, da gleda pozitivno na razvoj progresivne demokratizacije našega življenja. Rosino so v OZMI in UDV, kot se je temu reklo, spremljali in kot smo že danes slišali, vse od leta 1945. Toda ohranjena poročila policijskih zaupnikov za prva leta po vojni so fragmentarna in protislovna, saj so njihovi pisci na eni strani pisali, da je bil nezadovoljen in kritičen, kar zadeva politični režim, vendar pasivn in previden, na drugi pa poročali o njegovih kritičnih izjavah
in nastopih, njegovem domnevnem povezovanju s somišljeniki in, kot smo tudi že slišali, celo ambicijah, da bi ustanovil opozicijsko stranko in se postavil na njeno čelo, čeprav zato niso navajali nobenih konkretnih dokumentov in dokazov. Sodelavec v podjetju Konstruktor je Rusino v začetku leta 1949 označil za nacionalno občutljivega socialista, vendar tudi individualista, ki citiram v razgovorih poudarja človeka kot osebo in ne maso in se zauzema za socialne pravice pojedincev, pri tem pa odobrava reforme in družabni red nove Jugoslavije. Rusina naj bi po prelomu jugoslovanskih komunistov v Sovjetsko zvezo tudi po poročilih drugih zaupnikov UDV podpiral politiko jugoslovanskega vrha in Tita in upal na daljnosežne spremembe, če ne celo na Titovo opredelitev za demokratični socializem. Skupaj so mišljeniki naj bi si sprememb zaradi gospodarskih težav, vse splošnega pomankanja ter kmečkega in delavskega nezadovoljstva kratko obetal tudi od volitev v Zvezno skupščino leta 1950, ki naj bi političnim voditeljem razkrile pravo razpoloženje prebivalstva, zlasti kmetov. Toda že kmalu po razpisu volitev naj bi vsi skupaj spoznali, to se pravi Rusina in somišljeniki, da iz tega ne bo nič. Rusina naj bi bil po volitvah 1950 črnogled in prepričan, da so uradni podatki volitev ponarejeni, saj naj bi kmetje, volivci na deželi volili v črno, kar naj bi po Rusinovih besedah jasno kazalo, kako prav je imel Lenin, ko je dejal, da se revolucija ne more zmagovito dokončati, če ne pridobi kmeta. Po poročilih sodelavcev UDV je bil Rusina potem, ko je leta 1954 dobil novo delovno mesto pri mestnem ljudskem odboru v Mariboru, bolj zadovoljen kot dotlej, toda hkrati skeptičen in nepripravljen govoriti o načrtih za prihodnost. Delo na mestnem ljudskem odboru naj bi bilo po njegovih besedah povsem drugačno kot delo pri Konstruktorju, ki je vse reševal po zakonitih predpisih, medtem ko naj bi v mestni upravi ne odločali zakoni, temveč partijska pripravnost obravnavanih oseb, njihovi zaščitniki in politične intervencije. V letih 1954-55 ga je, kot smo tudi že slišali, navduševal Vilas, ki je imel po njegovem prepričanju mnogo simpatizerjev tudi med komunisti, čeprav ti tega niso bili pripravljeni javno priznati. Zato pa je posebej obžaloval žalostno vlogo neimenovanih opozicijskih sil, ki si Gilasa prav tako niso upale podpreti in so se na ta način, kot naj bi izjavljali, izkazale, citiram dokument, za nezrele za borbo proti režimu in za prevzem oblasti. Ko bi bila opozicija malo bolj zavedna in organizirana, bi morala povsod prirejati manifestacije za Gilasa in se zauzemati za pošiljanje dopisnic iz vse Jugoslavije z izjavami, da ga ljudje podpirajo, ne bi dejal. Sicer pa naj bi bil Rusina sredi 50-ih let črnogled, tudi kar zadeva mednarodne razmere, se bi bil prepričan, da se Združene države pripravljajo na vojno proti bolševizmu, ki se lahko razvija v nuklearno katastrofo. Če so mu nekateri sodelavci UDV očitali anglofilstvo, je iz poročil drugih razvidno, da je bil do Združenih držav Amerike in zahodnih voditeljev, zlasti do De Gaulle v Franciji, vse kritičen. Kar zadeva Jugoslavijo, naj bi bil leta 1955 mnenja, da je centralni komitej Zveze komunistov, čeprav lahko nekateri njegovi člani mislijo drugače, idejno in po čustvovanju še naprej bolj tesno povezan z Moskvo, kakor Zahodom. V zvezi z madžarskimi dogodki leto pozneje pa naj bi trdil, da ti na eni strani kažejo, kako prav je bilo, da je Jugoslavija leta 1948 pretrgala Sovjetsko zvezo, če tudi naj bi po njegovem prepričanju Tito tedaj ne imel druge izbire, medtem ko na drugi strani nazorno razkrivajo, kako vse teorije marksizma in komunizma niso rešile vprašanja človekove svobode. Da je marksizem kot znanstveni nauk zastarel in kot teorija povsem izgubil na veljavi, je Rusina po poročilih sodelavcev UDV odkrito govoril tudi na naslednjih letih. Jugoslovanske komuniste je leta 1958 primerjal z Mahničem in predvojnimi štajerskimi klerikalci, ki naj bi tudi po vojni ostali tako ozki, kot so bili pred vojno. Kar zadeva jugoslovansko zunanjo politiko, naj bi leto pozneje sicer menil,
da bo Jugoslavija vse v redu, dokler bo živel Tito in bo Jugoslavija pod Titovim vodstvom ustrajala pri politiki aktivne koeksistence, tudi glede demokracije naj bi bilo tudi jasno, da je v Jugoslaviji ni in je celo vedno manj. Vse govoričenje o samoupravljanju ne bi bilo brez vsake osnove, se o tem, kar se dejansko dogaja zgodi, ne odločajo niti delavski sveti, niti organi družbenega upravljanja, temveč partijski komiteji v Ljubljani in Beogradu. Komunistični režim je po njegovih besedah družbljanjem in nacionalizacijami zasebne lastnine in produkcijskih sredstev ljudem vzel možnost samostojnega odločanja in političnega nastopanja. V tej zvezi naj bi Rusinov pogovori s sodelavci UDV posebej omenjal težak položaj kmeta in po njegovem mnenju povsem zgrešeno komunistično kmetijsko politiko. Če pogledam, kako danes delajo z našimi ubogimi kmeti, ko jih prisiljujejo v kooperacijo, torej v zadružništvo, in hočejo iz njih narediti socialistične kmete, moram ugotoviti, da je bilo naše delo v predvojni Jugoslaviji veliko boljše. Naj bi decembra 1959 dejal zaupniku UDV. Kmetje so imeli tedaj veselje do dela, danes pa tega veselja ni. Odklonilno so razpoloženi do družbenega reda in bi lahko postali pomembna socialna opora opozicije v Jugoslaviji, če bi bila ta opozicija mogoča. Misel, da se bo morda opozicija, če bo Jugoslaviji kdaj prišlo v renesanse prave demokracije, morala opreti prav na kmeta, je ponavljal tudi kasneje. Za razmere na deželi in razpoloženje med kmeti naj bi se tudi drugače živo zanimal, sam sebe pa je označeval ne le za pristaša prave demokracije nasprotnika socializma, kot so ga jugoslovanski komunisti uvajali v Jugoslaviji, temveč tudi za privrženca svobodnega kmečkega gibanja. Rusina naj bi v začetku leta 1962 pod vtisom poročilo poteku 22. kongresa Komunistične partije Sovjetske zveze kratko menil, da se bodo z napovedanimi ustavnimi spremembami nadaljevali procesi demokratizacije tudi v Jugoslaviji, ki se je soočala z zaostreno gospodarsko krizo. Toda že spomladi istega leta je povsem odkrito zastopal stališče, da do bistvenih sistemskih sprememb ne bo prišlo, saj ni računati, da bi komunisti odstopili od podržavljanja proizvajalnih sredstev in odzemanja zemlje kmetom, ter dopustili opozicijo in večstrankarski sistem. Na vprašanje že večkrat omenjenega bližnjega sodelavca, ki je v drugi polovici 50. let in prvi polovici 60. let UDV posebej marljivo in izčrpno obveščal pogovori z Rusino in ga v pogovoru leta 1962 med drugim vprašal, ali bi, če bi resnično uspela opozicija, to pomenilo tudi vrnitev k strankarskim bojem in zaostrenim odnosom v bivši Jugoslaviji. Na to je Rusina odgovoril, da bi bila vrnitev v predvojne stanje v Jugoslaviji v drugi polovici 20. stoletja in po revoluciji skoraj nemogoča. Nasprotno, sam naj bi bil trdno prepričan, da je v Jugoslaviji mogoče ustvariti sistem, v katerem, citiram poročilo obveščevalca, bi bila kritika lahko resnično plodonosna in efektna. V pogovoru je Rusina med drugim še pohvalil Tita, ki naj bi bil realen politik in naj bi preprosto bil tudi priljubljen pri ljudeh. Primerjal ga je z Adenauerjem, ki naj bi bil tudi zrel in preudaren politik in naj bi ga imeli Nemci radi. Vsem drugačno mnenje pa je imel v Kardelju, v katerem je dejal, da je učitelj, ki ne more svoje kože in je nedostopen, zato pa pri ljudeh tudi nepriljubljen. Pri tem je očitno bil dobro obveščen, se je omenil, da Kardelja v zadnjem času, to je do leta 1962, v Beogradu žlagajo. Sodelavci UDV so v svojih poročilih v pogovori z Rusino večkrat omenili, da jim je Rusina povedal, kako ve, da ga UDV nadzira. Toda leta 1962, ko smo že slišali zanimanje UDV za Rusino in krog njegovih najbolj resničnih, najbolj domnevnih somišljenikov že popuščalo. Leta 1963 naj bi UDV prenehal z nadzorom prevržencev predvojne slovenske kmetske stranke in v vrhu UDV naj bi spoznali, da nadaljnji nadzor ni več potreben, saj naj bi bilo ugotovljeno, da opazovani med seboj niso tesno in sistematično sodelovali, temveč so se le občasno obiskovali in se srečevali. Njihova dejavnost naj bi bila škodljiva le zato, so zapisali v vrhu UDV,
ker so svoja mnenja širili med pristaši bivših strank in med kmeti, med katerimi ne bi imeli res močan vpliv, ustvarjali nezdravo vzdušje. Sodelavce, s katerimi so dotlej nadzirali bivše privržence slovenske kmečke stranke, pa naj bi UDV obdržali tudi poznej in ti naj bi občasno še poročali o vedenju dotedanjih opazovalcev. Sodelavec UDV, ki je obiskal Igorja Rosino leta 1963, je tako poročilo res omenil, kako je Rosino videl, da bere revijo Perspektive. V drugi zaupnik UDV pa je 2 leti pozneje poročal o njegovem nezaupanju v gospodarsko reformo in mnenju, da ljudje, ki so gospodarstvo pripeljali pred polom, nimajo moralne pravice, pa tudi ne strokovnih kvalifikacij, da bi krizo reševali. Makso Šnuder je v svojem dnevniku, kot smo že slišali, novembra 1945 omenil, da je imel z Igorjem Rosino hud politični spopad. On je star zanesenjak, za neke fiktivne človečanske pravice zapisal, za realnosti v politiki pa nima občutka. Slika Rosinovega odnosa do povojne politične stvarnosti, ki temelji na poročilih policijskih sodelavcev, je, kot rečeno, neizogibno nepopolna. Toda v isti sapi vseeno jasno kaže, da Rosina tudi v času neprizanesljivih političnih pritiskov ni odstopal od svojih predstav o svobodi govora, parlamentarni demokraciji in človekovih pravicah, ter od svojih pogledov na odgovornost odvetnika ali sodno ugotavljanje krivde za storjena nezakonita dejanja in je v teh vprašanjih tudi ves čas odkrito, bolj ali manj tudi glasno, govoril in razmišljal. Sodobnega vidika pa je mogoče reči še, da je imel v svojem presojanju in ocenjevanju razmer v 2 desetletjih po drugi svetovni vojni, ko ga je nadzirala UDV, mnogo več posluha za politično realnost, kot so menili njegovi znanci in sogovorniki, ki so se poskušali tej realnosti čim bolj prilagoditi. Hvala lepa.